Tako kot se odločitvi starša dogovorita, kako bo razveza vplivala na vso družino, se morata tudi Velika Britanija in Evropska unija dogovoriti, kako bo ločitev vplivala na sodelovanje držav po izstopu. Na primer, kako bodo države EU in Britanija s seboj trgovale, kakšen bo mejni nadzor, kako bodo ljudje, ki niso državljani Velike Britanije, tam živeli in delali. Premierka Theresa May in predstavniki EU so sicer sklenili poseben dogovor, a so o tem dogovoru morali glasovati tudi poslanci v britanskem parlamentu. Glasovali so proti. Kaj se bo zgodilo zdaj, še ni čisto jasno. Tudi časa ni več veliko, saj ne bi Velika Britanija izstopila 29. marca letos. Je pa premierka za ponedeljek napovedala nov načrt izstopa. I believe it is my duty to deliver on the British people's instruction to leave the European Union. And I intend to do so. O novem sporazumu se bo težko pogajala s predstavniki EU, saj so ti že povedali, da se o tem niso več pripravljeni pogajati. Ostanejo naslednje možnosti. Prvič, Velika Britanija izstopi brez posebnega sporazuma. To bi pomenilo veliko gospodarsko škodo na obeh straneh. Drugič, Brexit preložijo. To pomeni, da bi Združeno kraljestvo zaprosilo, da v EU ostanejo še eno leto. Potem bi imeli več časa, da se dogovorijo o sporazumu, ki bi ustrezal vsem. In še manj verjetni možnosti. Tretjič, Brexit bo preklican, to pomeni, da bi ostali v EU. In še četrtič, nov referendum o Brexitu. To pomeni, da bi volivci še enkrat glasovali, ali želijo ostati v Evropski uniji.